Ni meje. Za dobre ideje. Prijazen pozdrav. Za tokratno rubriko pa izpostavljamo knjigo Družinsko podjetništvo Slovenija, v kateri je zbranih novih 10 zgodb uspešnih slovenskih družinskih podjetij. Z izdajo 10. se je zbirka zaokrožila na 100 zgodb. V mednarodnem podjetju Ernst & Young Slovenija že več kot 10 let spremljajo in dokumentirajo zgodbe uspešnih družinskih podjetij, ki svojo vztrajnostjo, inovativnostjo in predanostjo odločilno vplivajo na razvoj slovenskega gospodarstva. Kot je poudarila vodja družinskega podjetništva pri omenjenem podjetju Mojca Emeršič, so slovenska družinska podjetja vitalnega pomena za trajnostni razvoj domačega gospodarstva. Gospa Mojca Emeršič, ki je skozi desetletje vodila tudi izdajo vseh knjig v zbirki, pravi, da so spisane zgodbe postale hkrati tudi pomemben vir razumevanja družinskih podjetij in dodaja. Smo mednarodno podjetje, nas ljudje najbolj poznajo po finančnih storitvah, v bistvu izvajamo revizijo, davčno svetovanje, potem smo nekako najbolj prepoznani, pa seveda tudi druga svetovanja, kot so svetovanja ob nakupu, prodaji podjetij, tudi forenzične preiskave delamo. Ukvarjamo se pa tudi s svetovanjem družinskim podjetjem pri prenosu tako lastništva, upravljanja na naslednjo generacijo. Ta prenos je tudi najbolj kritična točka v obstoju teh družinskih podjetij. Družinska podjetja delujejo na dolgi rok, kadar seveda uspejo preiti iz generacije v generacijo. V Sloveniji je bila pač ta tradicija prekinjena zaradi specifičnih zgodovinskih razlogov. V Evropi tako, na primer, imamo družinska podjetja oziroma družinsko podjetništvo, ki je več stoletno, podjetja, ki obstajajo dolgo. Tudi velike skupine, kot so na primer BMW ali kaj podobnega, to so v osnovi družinska podjetja, tako da se nekako to lastništvo ohranja in to seveda prispeva k veliki stabilnosti, ker obstajajo na dolgi rok. Seveda vsa družinska podjetja ne bodo uspela preiti na naslednje generacije in je tukaj veliko pasti, na katere jih poskušamo tudi mi opozoriti, da bi obstala in da bi postala skozi to pot in razvoj bolj trdna. V Sloveniji smo kar dobri, kar se tiče, če želimo to kot nek kriterij uspešnosti postaviti, v odstotku družinskega podjetništva. V Zahodnji Evropi odstotek se tudi giblje nekje med 60 in 80 odstotkov. Tudi pri nas ocenjujemo, da je družinskih od vseh podjetij kar 60 do 80 odstotkov v Sloveniji družinskih podjetij. Res je, da jih je veliko mikro in majhnih podjetij, teh tako imenovanih srednjih podjetij, pa ravno srednja podjetja pa predstavljajo večinski delež slovenskega gospodarstva, zaposlujejo največ ljudi. To pomeni, da nas more še kako zanimati in večina od teh srednjih podjetij je družinskih podjetij. Tako da je zelo pomembno, da razumemo posebnosti in značilnosti družinskega podjetništva, saj samo tako jim bomo v bistvu kot država lahko pomagali, tudi mi, ki nekako jim želimo na tej razvojni poti pomagati. Da bojo še bolj inovativna, še bolj konkurenčna in zato je tudi ta knjiga lahko zelo zanimiva, saj zbira v bistvu te uspešne zgodbe razvoja teh družinskih podjetij. Probava morda odstreti pomen družinskega podjetništva tako za slovensko gospodarstvo, za nas vse. Če so največji zaposlovalec družinska podjetja, moramo razumeti, kako in na kakšen način so ta podjetja dobra, kako so lahko še boljša in kaj so njihove značilnosti. Omenili ste knjigo Družinsko podjetništvo Slovenija. To ni prva. To ni prva knjiga. V našem podjetju kot del naše zaveze pomagati podjetništvu in prav posebej smo se v Sloveniji odločili, da bomo pomagali slovenskemu družinskemu podjetništvu. Naše podjetje Ernst & Young v svetu organizira program Podjetnik leta. Pri nas imamo podoben program Gazela, ki je zelo uspešen in tudi nismo želeli ponavljati nečesa, kar tukaj že obstaja. In smo rekli, da bomo naredili promocijo družinskega podjetništva. Moram priznati, da je bila to tudi malce moja strast. Sem to v bistvu pred 10 leti predlagala vodstvu naše organizacije in da ga bomo poskušali na nek način promovirati skozi to knjigo. Iz tega pa se je potem seveda razvilo tudi svetovanje, ker smo videli, da je velika potreba po prav usmerjenem svetovanju na tem področju in smo ga zato tudi razvili.
Mi v tej zbirki naši iščemo najbolj uspešna podjetja. Kot zgled ostalim. Tako želimo tudi, da v bistvu drugi vidijo, kako in na kakšen način so ta podjetja uspela. Tukaj se kažejo neke značilnosti teh podjetij. Ta njihov razvoj temelji seveda na veliki stopnji inovativnosti, na tem, da so uspešno prodrli tudi na druge trge. Po drugi strani pa, kar mislim, da je ključno in kar včasih pri teh drugih analizah pozabljamo, vrednostni sistem, ne? In ta njihova zgodovina. Ta zbirka, ki je, moram, da ne pozabim omeniti, prisotna v vseh slovenskih knjižnicah, to je sedaj 10. knjiga, predstavlja ta nastanek. Nastanek vseh teh 100 sedaj družinskih zgodb, ki smo jih uspeli v tej zbirki predstaviti, govori o tem, da izhajamo iz nekih kmečkih okolij ali obrtniške začetke, prednike, in iz tega izhaja tudi ta njihov vrednostni sistem, ki pa resnično temelji tudi na poštenosti, na zavzetosti, usmerjenosti, pa seveda tudi v tej neki zdravi iznajdljivosti, ki se morda potem prevede v inovativnost. Veliko teh podjetij je proizvodnih podjetij tudi in delujejo na nekih nišnih trgih, torej zelo veliko zanimivih zgodb in iz tega se ti lahko začrta pot uspeha, ne? Tako da raje govorim o teh podjetjih, ki so uspela in da jih gledamo, zakaj in na kakšen način so uspela, kot seveda o tistih, ki jim ni uspelo. Čeprav seveda pa se je treba zavedati, kaj so tiste glavne pasti lahko, ki vplivajo na to, da podjetje pa morda ne bo šlo po pravi poti in da se bo lahko prekinilo, oziroma treba je razmišljati o tem, kako bo šlo naprej. Ali se bo prodalo, ali bo šlo v naslednjo generacijo, ali kaj drugega. Gotovo podjetnik ni biti lahko. Včasih gledamo nekomu, ki mu je uspelo, pa mislimo, da je to mu kar padlo ali pa da se je to samo po sebi zgodilo, in zato so tudi te zgodbe tako dragocene. Ko vidiš, koliko odrekanja, volje, energije je potrebno, da ti nekaj postaviš, razviješ to, da pripelješ na drug nivo. Veliko tveganj. Biti podjetnik je zelo zahtevno. Marsikater podjetnik je vmes doživel tudi kakšen neuspeh, pa je šel potem naprej, in tukaj tudi ne sme biti neka stigma. Pridejo okoliščine, ko se včasih seveda tudi ne izide, ampak je pomembno, kaj se iz tega naučiš in kako greš naprej. In tukaj ta vztrajnost in usmerjenost je seveda pomembna, ne? In mi pomagamo pogovore odpreti. Tako da se ne osredotočimo samo na pravne ali pa davčne vidike prenosa, ampak ustvarimo ta prostor pogovorov, določimo ta skupna pravila, tudi samo omejitve. Torej, o vseh takih stvareh se pogovorimo, kaj pomeni biti lastnik, na kakšen način se zavežeš k skupni poti, kako bojo te dogovori tudi na praven način urejeni, zato da bo podjetje po možnosti ostalo skupaj in da se ga bo tudi lastniško dobro naprej peljalo. Če imaš jasno vizijo, kako boš ta prenos podjetja peljal, in če odgovorno k temu pristopi že ustanovitelj oziroma prva generacija, bojo s tem olajšali pot naslednjim generacijam, da čim prej pravila igre oziroma te dogovore narediš takrat, ko se še dobro razumeš, ko si v bistvu še dosti homogen, in se potem nekako vsi prilagajajo na te dogovore, ne? In včasih je tako, da mislijo, vse to ni pomembno, vse to se bo samo po sebi zgodilo, pa ni nujno tako. Probamo res gledati podjetje in družino kot celoto, njihov skupni interes, in jih ves čas spominjati na to, kako in na kakšen način je to potrebno speljati, da bojo vsi videli skupno prihodnost in da je vsak imel možnost spregovoriti, kaj si želi, na kakšen način si želi, in da mnenja pomagamo soočiti. Družinska povezanost je nekaj, kar je treba prepoznati. Največ uspeha bo, če izhajamo iz situacije, ko se dobro razumemo, ampak potem to tudi vzdrževati. Vrednote so zelo pomembne, pravite, in dobro je, če ima družinsko podjetje ustavo. Ustava zajema vrednote, identiteto, pravila igre glede družine, kako se bojo razumeli, potem pa čist pravne vidike, ki so sicer zapisani v drugih pravnih dokumentih, ampak družinska ustava je pravno formalno nezavezujoč dokument, podpišejo ga simbolno sicer vsi člani družine in se zavežejo tem skupnim pravilom, vendar pa nakazuje ustava potem pa na pravne tudi rešitve.
rešitve, ki pa so seveda pravno zavezujoče in so zapisane pol v družbeni pogodbi, v družbeniškem sporazumu, v oporokah, darilni pogodbi, drugih elementih. Potem naredimo to tudi malo simbolno, malo slavnostno. Vsak dobi svoj izvod ustave, vezan v trde platnice. Se tudi kakšna solza utrne, takrat imaš pa res občutek, da si nekaj dobrega naredil, ker vidiš, kako razumejo, da so naredili en ogromen korak naprej in se res lahko usmerijo samo na svoje dobre odnose, pa na razvoj podjetja. Gospa Mojca Emeršič, hvala lepa za pogovor. Pomembno je, da se o družinskem podjetništvu pogovarjamo, da se zavedamo, kako visok odstotek prinaša prav njihovo delo k skupnemu dobremu. V skupno blagajno naše države, to je treba znova in znova poudarjati, da jih tudi okolje podpre, da se zavemo pomena njihovega delovanja, da govorimo dobro o njih, da tudi podpremo svojim nakupom, ne nazadnje ta družinska podjetništva, če so seveda usmerjena s proizvodi v lokalno okolje, ker so tudi močni zaposlovalci, tako da vse to so zelo pomembna področja. Lahko jih pa še podrobneje spoznate v knjigi Družinsko podjetništvo Slovenija, 10 zgodb uspešnih slovenskih družinskih podjetij, in ta zbirka se je zaokrožila že na 100 zgodb. Gremo brati, gremo poiskati v knjižnice to knjigo, z veseljem jo bom vzela v roke tudi sama, da spoznam to vztrajnost, inovativnost, to predanost družinskih podjetij. Gostili pa smo Mojco Emeršič, vodjo družinskega podjetništva pri podjetju Ernst & Young. Pa uspešno še naprej. Čutim res veliko navdušenje, kaj vse smo Slovenci sposobni. Ne boste razočarani, če si boste te zgodbe malce pogledali. Hvala, srečno. Ni meje. Za dobre ideje.